Pozdravljeni. Glede na to, da zaradi trenutne situacije program rehabilitacije ne teče tako, kot bi mogel, smo se odločili, da dobite vsaj nekaj video vsebin tudi na temo psihološke rehabilitacije. Sama diagnoza krvnega raka ima vpliv na več, če ne na vsa področja v našem življenju. Naprimer, na področju družinskih pa medosebnih odnosov se lahko pojavi negotovost, glede socialnih vlog, glede naših nalog. Ob hospitalizaciji tudi je pogosta stiska ob ločitvi od partnerja pa od otrok. Na področju duševnega počutja se lahko pojavijo strah, žalost, zaskrbljenost, tudi občutja jeze, izguba avtonomije pa nadzora nad svojim življenjem, pa tudi spremembe na področju samopodobe. Mnogi od nas se ob diagnozi prvič srečajo z nekaterimi eksistencialnimi pa spiritualnimi vprašanji, naprimer soočanjem z umrljivostjo, z iskanjem pomena, tolažbe, z nekaterimi filozofskimi, religioznimi vprašanji glede pojasnitve same bolezni. Glede na to, da imamo bolezen, ne gre tudi brez veliko telesnih sprememb. Pa ali je to slabo počutje ob zdravljenju, izčrpanost, lahko so tudi razne funkcionalne težave, ki zaradi tega nastanejo. Na žalost bolezen spremljajo tudi socialne, finančne pa zaposlitvene problematike, naprimer sprememba našega zaposlitvenega statusa, kar naenkrat smo v bolniškem staležu, dolga odsotnost z dela, ki ga lahko zelo radi opravljamo, sprememba različnih delovnih funkcij, ki smo jih imeli, lahko pride tudi do finančne odvisnosti. Izpostavljeni ste pa tudi različnim težavam, ki jih ima sam zdravstveni sistem, naprimer pomanjkanje časa zdravnika, medicinskih sester, pomanjkanje zasebnosti pa intimnosti med zdravljenjem, tako da se vsak dan posameznika spremeni na več področjih. To je čustveno, miselno, tudi naše vedenje se spremeni, naše dnevne rutine se spremenijo. Zelo pomembno je pa tudi to, da tudi naše načrtovanje sedanjosti pa prihodnosti se spremeni, lahko se spremeni tudi naš pogled na pretekle dogodke. Ob diagnozi bolezni in kasneje tudi še tekom zdravljenja in tudi po zaključenem zdravljenju se pa pogosto pojavljajo različne čustvene stiske. Te so večinoma popolnoma pričakovane in tudi normalne in jih ne moremo stlačiti v neke kategorije. Segajo pa na kontinuumu tudi čisto od blage čustvene ranljivosti pa vse do psihičnih motenj, kot je anksioznost ali pa depresija. Spremlja jih lahko občutek osamljenosti, izoliranosti, lahko tudi eksistencialna kriza. Mnogo oseb, ki zbolijo, se sprašuje, če je njihova čustvena stiska normalna. To obdobje pred samo diagnozo pogosto spremlja neka negotovost, kaj se bo zgodilo. Ob diagnozi bolniki največkrat omenjajo šok, žalost, tudi neko negotovost. V samem obdobju zdravljenja je potem pogosto prisotno slabo fizično počutje in v povezavi s tem normalno tudi slabše psihično počutje pa razpoloženje. Pogosta je negotovost glede zdravljenja, tudi če po zaključku zdravljenja, ob ozdravitvi ali pa remisiji, kljub temu še vedno normalna, ob pogostih pregledih, je potrebno neko privajanje na normalno življenje, pa tudi obvladovanje strahu pred ponovitvijo bolezni. Tako da se tudi po remisiji, po ozdravitvi še pojavlja ta strah in negotovost. Najpogosteje se jih opaža pred kakšnimi pregledi, tedaj, ko izvemo, da je kdo od znancev zbolel za podobno ali pa enako boleznijo, pa ob načrtovanju prihodnosti. Pogosto se pojavi vprašanje, kdaj pa kje najdemo pomoč ob čustvenih stiskah. Kljub temu, da so te popolnoma normalne, pa se večina bolnikov z njo uspe soočiti samih, s pomočjo bližnjih,
Je pa potrebno poiskati pomoč, če začne ta čustvena stiska pomembno ovirati vaše vsakodnevno funkcioniranje ali pa če vas enostavno preveč obremenjuje. Takrat je najbolje, da se obrnete kar na osebnega zdravnika, na lečečega hematologa ali pa onkologa, in ti vam bodo predpisali napotnico za psihiatra ali kliničnega psihologa, ki vam lahko najbolj pomagata ob tej stiski. Zdaj, zakaj pa bi sploh iskali pomoč, a ne? Te hujše psihične stiske lahko vplivajo na poslabšanje kvalitete življenja, ne? Tako bolnika kot njegove družine. Vplivajo lahko tudi na zmožnost bolnika, da vztraja pa sodeluje pri zdravljenju, in posredno preko tega lahko vpliva, ne, tudi na izid samega zdravljenja. Tako da je v bistvu pomoč nekega strokovnjaka za mentalno zdravje, pa ne bo to psihiater ali pa klinični psiholog, zelo dobrodošla. Na soočanje z boleznijo vpliva več dejavnikov, ne. Najprej so to značilnosti same bolezni, ne vem, lokacija bolezni, možnosti zdravljenja, ki so na voljo, kakšna je prognoza, kakšni so stranski učinki zdravljenja. Zelo vplivajo na to tudi psihološki dejavniki, kako smo mi osebnostno naravnani, koliko smo se sposobni prilagajati, sprejemati trenutno situacijo, kakšne so značilnosti našega čustvovanja. Močen vpliv ima pa tudi naša socialna situacija, na primer finančne zmožnosti, če imamo čustveno oporo svojcev, prijateljev, kakšna so družbena pričakovanja o bolezni, o vzrokih, tudi o zdravljenju. Lahko pa si ob tem pomagamo tudi sami, a ne? In kako? Najprej se je potrebno res zavedati, da je sama bolezen stresna in si pustiti, da smo kdaj zaskrbljeni, žalostni, jezni, da ni potrebno biti ves čas samo dobre volje in nasmejan. Pri slabšem razpoloženju zelo pomaga gibanje, a ne, pri katerem si je potrebno zastaviti neke realne cilje. Pomembno je, da imate kljub diagnozi, kljub zdravljenju neke prijetne aktivnosti, pa naj so to hobiji ali to preživljanje časa z družino, prijatelji. Fino se obrniti tudi na različna društva, združenja, kjer delite izkušnje z drugimi s podobno boleznijo, kjer dobite neke relevantne informacije. Najprej močno odsvetujemo iskanje informacij po internetu, ki niso preverjene, a ne. Tukaj rajši vprašajte svojega zdravnika, pa vam bo ta odgovoril na vaša vprašanja. Pomembno je, da veste, da vaše negativne misli, a ne, če se pojavljajo, so normalne in da nimajo vpliva na izvid bolezni. Probajte se ne izolirati od bližnjih, no, fino je, če jim zaupate, z njimi delite svoje občutenja. Zdaj, danes smo nekako obdelali, kaj vse sabo prinaša ta diagnoza. V naslednjih kratkih prispevkih bi pa tudi obdelali nekaj načinov soočanja z temi težavami. Tako da vam želim prijeten zaključek tedna, pa se vidimo.